In potem, kot upokojenec, se odločil, da zbere vse te spomine, svoje bogate življenjske izkušnje v knjigi, ki jo pravzaprav razdelil na 3 dele. V prvem delu je pravzaprav še kar nagajivo opisal svoje otroške in mladostniške izzive, tudi kak je bil včasih korumplan. Potem v drugem delu je opisal svoje anekdote iz časa, ko je bil šofer Drobnjaka. V tretjem delu pa je pravzaprav v bistvu to njegovo poslanstvo, ta klic, ki ga je čutil in to pripadnost do gasilstva. In ker se vsem tem pripovedovanjem skozi besedo, ki je zelo bogata, zelo sem vesela tudi, da je v tej knjigi veliko narečnih izrazov, da se to ohranja, mi je bil še ljubljen citat. S tem pa bom potem tudi končala. Gasilci že stoletja izvajajo izjemno pogumna in nevarna dela pri reševanju ljudi, živali in premoženja. Velikokrat brez vprašanja zamenjajo toplo posteljo in objem žene za boj z ognjem, vremenom in nevarnimi snovmi. Nikdar ne vprašajo za plačilo ali za protiuslugo. Najsrečnejši so, kadar so uspešni proti ognju ali drugemu naravnemu sovražniku, ki ogroža sokrajane. To je zapisal Franc Jutršek. Še kaj več pa boste izvedeli skozi pogovor, ki ga bo danes vodil Gregor Lozar. On je tudi literarni urednik pri Kulturnemu centru Maribor, ki je tudi izdal to knjižno delo Zgodbe mojega življenja. Spoštovane dame in gospodje, dober dan. Tudi jaz bi vas pozdravil v imenu Kulturnega centra Maribor, založbe z kratko 35-letno tradicijo, pri kateri smo ponosni, da ponujemo prostor za različne glasove, za medgeneracijsko sodelovanje in da prisluhnemo zgodbam od daleč in od blizu. Rad bi vam izrazil dobrodošlico v tej čudoviti kuharjevi dvorani. Ko sem se peljal sem razmišljal, pa mi gremo na Koroško, kako to, da nimajo ni za Prežigovim vorancom. Potem sem ugotovil, da imajo, ampak da je imel še eno ime kuhar. In zelo sem ponosen, da lahko v tej dvorani človeka, ki je bil ki je vihtel enega izmed boljših proznih perez v Sloveniji, ki je bil mednarodni politik in aktivist, ki je bil velik zastopnik delavskega gibanja, mogoče en večjih Evropejcev svojega časa, lahko v njemu posvečeni dvorani predstavim Franca Jutrška, človeka, ki je začel kot avtomehanik in je končal kot direktor, ki je 50 let in več posvečal družbenemu delu kot gasilec in ki si ni mogel pomagati, da ne bi napisal vse knjige o svoji življenju. Gospod Jutršek, dober dan. Lep pozdrav tudi z moje strani. Najprej vsem dober večer, da ste se vzeli čas, da ste prišli poslušati. Mislim, da bomo lahko kaj slišali. Ko je Manja uvodoma nastopila, si še svoj poslišal takih stvari, ko še prej nisem nikoli. Tudi Gregor bo še nekaj povedal, da mislim, da bo tudi te povrce menil dobrem vzdušju. Če bom še pa znal, kaj jaz povedati s knjigo, bom pa še zraven sodeloval. Gospa Manja je že načela temo, ampak jaz bi kar pri prvi besedi knjige začel. Na personali. In malo razloži, kaj pomeni biti vzgojen in odraščati na personali. Kaj pomeni personal? Ja, to zdaj, mi smo danes na Rovnah, ki imajo tudi svoje personale, ker se spomnimo, ampak to niso tiste. Mi na Prevaljah smo tudi imeli svoj odsek, svoj četrtno skupnost, kako se temu reče zdaj po moderno, personali. To je tisti del personal, ki od novembra pa do aprila sonce nikoli ne posije. Gre vedno čez,
zato smo bolj mali za krkeni ljudi, ampak ni res. Pač bolj smo navajeni na težke razmere, personali so bile še po drugim strani poznane, tam so bile predvsem nastanjene delovske družine, ni bilo ekstra bogatašev. Največje bogatstvo v tistem kraju so bile družine po številu otrok. Da se je vsaka družina vojni 4, 5, 6. Tako da smo od nas imeli kaj v otroštvu se početi, ne. Zato pa tudi, ko bomo malo še pogledali, smo se tudi še marsikaj naredili, poškodovali, raztrgali, pa karkoli, ker je pač tisto bo naša zadeva otroška, bom te rekel, slučaj tudi nanesel, ker nisem prevedel na naslovnici knjige, je Pregenhaus, mogoče, kdo pozna, to je, ni del personal, ker se mu reče stari sledi, ampak je zraven personal onkraj Meže. Samo Meža je to ločil, tam sem se rodil, potem sem pa živel v prvem personalu, ki je na zadnji strani narisan. In kaj pravim, da je to pač na ključje grakalo, zadnja stran je slika, kjer je iz 1926. leta, ko je Meža podrla pol personala, tam, kjer sem jaz kasneje stanoval noter in so ga dozidali. Leta 2023 je pa Meža uničila ta Pregenhaus na prednji strani, tako da je zdaj zapodrt, kjer sem se pa jaz prej rodil. Obe hiši moji v 100 letih dve poplave nesli. In tako sem že rekel, personale nismo imeli tako sonca kot drugi, nismo imeli gnarja tako drugi, verjamem pa smo se imeli verjetno še bolj fajn kot pa drugi. V bistvu začnete z takimi zelo osebnimi, zelo iskrivnimi pripovedmi, ampak tukaj tudi dosti vitkov, pa blank, pa medijev, pa kak so ljudje, ki so se brali v tej zgodbi, kak so na to reagirali? Ja, zgodbe, ki jih pišem, so sicer vse resnične. Tudi osebe, kjer jih omenjam, so osebe iz mojega otroštva, moji prijatelji, moji kolegi, ki sem jih pa poimenoval po tistih naših imenih, ki smo jih imeli. V eno zgodbico govori o 3 bratih, ki so imela imena Medi, Kof in Pavo. Jaz dolgo nisem vedel, da imajo drugačne imena, jaz pač mislim, da je tek imena. In se pač dogajalo, da smo imeli pač vsak svoje predelnike. Tako že manj je tudi prej omenila, mene so klicali domači sini, ker sem bil pač edini pop, pa 5 sester zrovna, med prijatelji sem bil, pa tudi vse sorte so mi pravili, te sem narosti, najbolj znamenito ime je pa Rum Cajs. To se starejši spomni, to bila narisanka, včasih iz tega zelo, da ste ime, pa še sam ne vem zakaj. Ti ljudje, ki so se pa v knjigi, ko so te zgodbe prebrali, pa skoraj vsak me je poklical, pa rekel, to je bilo pa res. Pa to je bilo pa glih tako se napisal, pa take zadeve. Je pa dejstvo, da so vse zgodbe razen mojih poškodb dokaj pozitivno naravnane in vsak je bil, ko se prebral, vesel, da se je med temi vrsticami. Ko ste ravno menili poškodbe, ogromno je, sploh v tem prvem delu, ko govorite o otroštvu, ogromno je zgodb o tem, kako ste počeli kakve vragolije, kakve preizkuse poguma. Na koncu ste se pa tudi malo bolj poškodovali. Bi povedali o tem? Ja, mi za igranje nismo imeli kakih umetnih igralov, pa takih, ko jih zdaj imajo tudi. Mi smo se igrali med drvarnicam, tako opisujem, ampak te naše drvarnice, ki so stale na tistem odplavljenem območju, ko je Meža 1826 leta odnesla, je bila taka jama, tam noter smo imeli srečo, da smo imeli en kvadratni 20x10, kjer je Meža nanesla tisto zdravo milko iz žerjava, kot so ti fajn svetla, tam smo se mi noter celo mladost igrali, pa hvala Bogu, da smo še zdaj tu, pa noben ni bilo teh strašnih, ko dan se upeva in ta svinc v tisti milki. Te naše drvarnice
so bila ena taka arhitekturna znamenitost. Vsaka je bila drugače postavljena pa iz drugačnega materijala. To pač v bistvu, kar smo imeli. Vse sem rekel, nismo bili bogati ljudje, tam gor naši starši so, kjer so pač najeli kako desko, kako lato, so pač postavili tiste ute. In v tistih utah smo mi najeli svoj prostor za igranje. In ker smo lazili v tiste ute od spodaj, skozi med stranmi, ker včasih so bile tudi take ute, da niso bile tako skup zaprte. In naši starši so vedno pravili, tisti, ko so to delali, da je to zato, da se premog pa drva, da se notri sušijo. Jaz pa vidko, ki se velikokrat v zgodbah ponovljamo, smo to pogruntali, da zato, da mi dva lažje notri pridemo, da ugotovimo, kaj imajo notri, ker smo imeli naštudirano v vsaki drvožnici, kaj ima kdo kolna, kaj ima kdo drug, kako se kjero imajo, kakve grable imajo, to smo vedeli, da se vedeli, da se ni mogel kdo okolo prinesti. Dejansko pa bilo tako, ste rekel, da je bilo tako lufta, pač nikoli ni bilo do izgnarja, pa materijala, da bi lahko čisto zaprli ute doma, tako da je pač so potem bili fajn prostori za igranje, v mes je bil še kak kurnik, klotec, bomo mi rekli, in ki je nam na rogu fajn razgled, kateri smo se skrivali, smo se tudi med kurje skrili, vse ni bilo za teh čudnih, da kaj. Imeli smo pa tudi eno fajn naravno igralnico, ki se je pa, če vrodenskega izraza, pa nikjer nisem najdel, odkot je prišel ta naziv, se reče Pekna. To je pa iz prvega personala čez Mežo, ugotovili smo, da je to posledica ostanki bivšega rudnika. Tako fajn tobogan, zdaj je narijo plastični za otroke, mi smo nekaj na 5 metrov, se drsali tam, ko čase vode čez nekaj, da bude fajn gladko. Ampak se tudi upisal zadev, da tam smo se toliko pridrsali poriti, da meni še tiste ledraste hlače, ki ste jih dolgo udarilo iz švicarskih planin, niso zdržali. Vedno je bilo kaj narobe. Da sem pa opisoval, sem bil pa, sem bil najbolj srečen, ali najbolj nesrečen, ali najbolj živ, ali najbolj žleht otrok, ampak do zdaj bom še vedno jaz proizvodnjalski rekord kot največkrat poškodovan otrok. In že vsi tisti starši pa sosedi, ko je začelo vekanje, so vedeli, kdo se je poškodoval, da so leteli skupaj. Imeli smo srečo, da smo imeli 2 avti v celih personalah in stalno, ko je bilo treba jutrišnjega poba prljati v bolnico, so poklicali Pepija, ki je bil bližji sosed, ali pa strica Cirila. Enkrat se je pa celo zgodilo, da me je moral prljati Žmovcerjev v Derminata, ko ga tudi opisujem noter, ki je bil pa že kadeta. Samo tam je bil največji problem, ker jaz kri tekla, pa umazan sem bil zmerna, smo najprej mrli najditi eno folijo, da smo zadnji zic zrihtali, da ne bi slučajno kaj ustavili, da ste mlepili. Od je vera, saj ni bil problem, ampak za zihrati je bilo pa treba. In v takih zadevah, ko se je nekograt poškodoval, smo tudi prijatelja postala z najbolj dolgoletnim zdravnikom na Prevaljah, dr. Jankovič se je pisal. In ko smo mene pripeljali, je rekel, opet ti. Je imel že dovaj teh, da ni bilo treba več podatkov dajati, ko so mene poznali, ampak na srečo, koliko krat sem bil smolo, ali pa koliko krat sem bil nepreviden. Vse te igre so se pa dogajale, tako ste rekel, ali v drvornice, da sem se lahko naredil, ali ko smo bosi čez Mežo šivali, tam je bila tista siva Meža, se spolj ni videlo, da je bila kakva glažil na leter, pa smo je šel kot plat. Ali enkrat smo s Vitkonom prijateljem celo izumila, ko smo imeli tudi tisto jamo, ko da je nastala po povodni, so zasipali, ne vem, desetletja dol tisto in so vozili sosedi, vse net, kar je bilo. In enkrat bilo tudi najdemo en stari madroc, kaj se po slovensko reče, šurne, vzmetnica tista, za pojstva, ki je vodik fajn, tako je na tista deska za skakati, trampolin, pa smo videli začelo skakati na tistem trampolinu v smetišču, ko smo se tudi prišli ver, da bi lahko probala na odskok, kjer bo del skočil. In tako veš, da novedno ni posto zmagati. In da skačemo vedno del v tisti pepel, pa tisti nastav, kar je bilo leter. In seveda jaz kot
najmenj zbolje vedno skočim spet na eno glažje nogara. In to v tistem peperu, ko se je taka rjava kri, on prdega, pa sem s peperom pomešal, ampak na srečo. Tam, ko se je to zgodilo, v Meži, ko sem se porezal, v Meži, ko smo se na klonfe zahaklali, pa to, pa moram reči, da kak je zastropitve, bo nikoli nisi bil, pa vem zakaj. Pa ni bo tek še. Še ni bo tek hodil. Ko smo se na zadnje pogovarjali, smo se pogovarjali, kakva je razlika med vašim odraščanjem in podraščanjem otrok danes. Rekli ste, vi ste bili zunaj, več čas ste nekaj raziskovali, danes so otroci večinoma z računalnikom. Kaj je boljše? Je boljše skakati čez stopnišče, pa dol past, pa se polomiti, ali je boljše biti za računalnikom po celo stati? Ja, če bi zdaj rekel, z velika teh naših otrok, bi sigurno rekel, da boljše je biti za računalnikom, pa znati vse tiste igrice, ki jih lahko kupiš. Ampak jaz pa kljub vsem svojim poškodbam, kljub, kaj bi vrat sem bil še pole tepen po vrhu za gled, da se ga naredil, ne bi menil svoje mladosti. Takrat smo bili, se vete, starši v moji dobi, so nas pogrešali šele okrog Božiča, ko se inventuro delali, drošta čez leto, da nekaj ni ekstra brigala, kjer je prehični, ali ni, ali. Včasih so se spraševali, ko nas je bilo teko, če spraš preč umazan domu, a te bi umili, ali bi kar druga naredili rejši. Mi se pa tudi nismo ekstra sekirali okrog tega in ko ste omenil stopnišče, to je bilo pri slovnih teh naših poznačkih bratih Kof, Pamo in Medu, to so bile, jaz sem rekel, da so bile znanstveniki za nas otroki, ki so kar naprej kaj izumljali. Celo smodnik so hoteli narediti, pa jim sicer ni uspelo med tega, eno stov brez oke, drugi brez bobničeva, no starejši, pa tek že prej imel srečo, ko je bici iz vlaka dopadil, da smo obile roki šli ali tega. Smo bili tudi fenomeni, ampak zdali so pa vse, pa fajn se je bilo tudi v njihovi hiši igrati, so imeli samo spodno etažo urejeno, na vrhu so imeli pa čisto fraj mansardo, bi rekel. In tam, kjer smo včasih igrali, ne vem, starejši še spomnim, kaj to pismo, ko smo ceglo pismo naristali, pa potiskali ceglo, če se bo na črtu dal, pa on se bil pa fučal in pa bil naslednji. Tam smo to igrali. Enkrat se je pa eden namislil, ko so bile stopnice posredi take betonske, če bi mi probali čez skakati, kjer del skoči čez, bilo se nek 5. In mi skačemo v tiste vrsti preko ene dvakrat, je šlo že fajn. Tretjič sem jaz bil skočil vrtu pred sigurno sebe, sem bolj tak vehementno skočil in sem skočil na rob gor, pa dol 1 meter, pa pol na betonske štinge. Glava je bila čisto poširfana, malo obtovčena, noga je bila vrto hin, ker nisem mogel stopiti na nogu. In ko so me dobo pregledali, mati tek vede, že tako delala, da bo grozna. Poglej se, kak se tako na vrah. Pa nisi, sebi ni nič, ne. Pa ko so me že malo sprejeli, ga ometa, da če bomo pelali k doktorju, te sem vas malo vprašal, a se lahko prej v špegu pogledam, da res vidim, če se tako na vrah. Pa me je še glava pokazati, je bo pač črno, pa odsov s tisti kanali, pa Hrvao, pa burnasto, vse je bilo, je pa res skoraj vozek prirodno zgleda. Draži bo vas, srečen konec. Meni so vaše zgodbe zanimive, ker so po eni strani so zelo iskrive, po drugi strani so tako polne topline. Res taki šust nostalgije dobi človek iz vaših zgodb včasih. Željo poživeti v enem svetu, ki je bil za mene, preden sem sploh živ. Ampak me pa zanima, koliko sta vam pomembna humor pa recimo nostalgija. Koliko so te spomini pomembni? Zakaj vam je to pomembno? Ja. Prvo, kjer me pozna, a večino me to poznajo,
na prvem mestu je pri meni itak humor. To je, vse probamo spraviti v dobro voljo, tudi iz teh zgodbic, ki so bile, bi rekel, sami doživljaji nekih poškodb pa nekih nostalgičnih zadev. Na koncu smo vse tek zaključili, da je bo fajn, da bo smešno na koncu izpadlo. Za mene, večkrat tako rečemo, vse je javno, bo nekaj doma, ko smo sami. Med ljudmi pa na splošnem življenju pa je boljši za vsakega, po mojem, predvsem za mene, da če smo dobre volje, če smo kljub tegobam, ki se ti dogodijo, da si dobre volje, tudi lepim spominom iz mladosti, ko so minili, ki več ne pride nazaj, moramo biti imeti dobre volje, ker sej na stare lete nam je lahko tudi fajn. Če še moramo praviti, sej dobro stati, ne, tudi v redu, vsako obdobje v tem je v redu in moja osebna miselnost je še pač vedno v tem, da bodimo veseli pa zadovoljni, vsaj nad polovico, ne. Ker če bomo rekli, da smo nesrečni pa žalostni pod polovico, tek nismo kar kaj naredili, pomaga pa tek nič ne. Zato pa bolj je fajn, bolj se vsake zadeve z pozitivne strani spominjaš. Saj, če bi jaz pri vsake zgodbici s sabo, mene že tek dolgo ne bi bilo več, ne, samo to je zapisanih enih, nema 12-14 zgodbic, kolikokrat se mi kaj naredilo, pa vredno še enih 14, ko jih nisem opisal, kaj se mi naredilo, ne, pa bi bilo pa res žalostno sam sebe pogledati, ne, pa z mano še vedno v prvi vrsti dobra volja, pa humornost, pa gremo naprej. V bistvu nekako otroštvo je prišlo do svojega roba, ko ste začeli z vajeniško dobo v Vjatorju. Vjator je bil takrat. Vjator je bil takrat. Prej pa, spomnite me, prevozništvo Ljubljana nekaj? Ljubljana transport je bilo prvi. Hvala. Bi povedali kaj o tem obdobju? Ja, da sem se šel učiti za avtomehanika na Vjator, prej Ljubljana transport, je pač nekaj dejstvo. Se jaz bi tudi hotel iti prvo v gradbeniško šolo, ne, pa sem rešil angleščino šprico že v 7. razredu, pa bi rečel še kaj drugega študirati, pa matematike se mi ni ljubo učiti. Pol je pač najbolj preroki, pa najbolj fajn bilo, ko je da Vjator je delo, pa mi je zrihtel, da sem šel za vajenca na Vjator. Se je znat brž tek nekaj, ne samo pa še bolj umazan, se fajn zdravno, še bolj fajn se ti zdi v tistem cejtu, zadeve take. In vajniška doba, ali pa Vjator, Ljubljana transport, so me spremljali, bi rekel, kar enih 8 let plus vajniško dobo. Imel sem srečo, da sem bil v 2 toznih tega podjetja, najprej v delavnici, potem pa na tovornem, imel sem pa celo šanco, da bi bil na potniškem. Pa sem tudi v zgodbi upisal, ne znam zdaj izraza povedati, da sem užalostil direktorja, pa nisem prišel tja. Čeprav nisem nikoli kaj narobe tega naredil, ampak tam je bilo pa res malo žalost. Moj prijatelj, direktor iz delavnice, ko sem delal takrat, so me malo pozdigovali, da bom pač jaz en dober specialist, če bom pridem pa delal, pa če bom na Bogu, pa vse mojstre, pa ne kaj še kaj. In potem jaz to res kaj bil, pa ne zato, da sem takrat bil tam pa pridem, pa to. Malo sem se na Bogu, ker on bi me še narezal, če bi zvedel kaj, sem ga preveč gal, in jaz sem tako zbil 15-16 let star, jaz sem bil še bolj mik, jaz sem bil mor, čez meter 60, nisem bil tako nazaj, oče je bil še makar nabit, ali tako da glavne. In potem se je na priložnost pojavila, da bi šel najbolj cenjen tost, je bil pa takrat tost potniški promet, kjer so bili avtobusi, direktor je bil veliki Teo Štine, ki je bil tudi kasnejši lasnik,
in on je osebno mene povabil, da bi prišel k njim. Jaz, ko sem bil še na šihtu v delavnici, pride en njegov tisti uradnik pa reče, če bi šel lahko v njihovem direktorju, sem seveda samo umijem se in jaz gremo pisati do vrst misko, pa se te zgodilo, da je tudi gospod mene poklical in pridem v pisarno, so bile pa vse trije direktorji teh to delavci je bil Grofe Alojz, pa Boštjanov Pep je bil direktor Tornega, pa Teroština pa Potniškega. In ko jaz prijem, sem tak mulc še bil praktično, da vrat 27 let, pa reče direktor Teroš, reče, Franc, ti si en uredo pop, si dobil same fajne ocene od tebe, pa to mi rabimo in tega, da bi šel voziti, ko so prvi taksi dobili, takrat poleg avtobusu. Boš vozil gospode iz fabrike na letališče, na konference, pa ne kaže, hej, bom se gar anglički so se mi pokazali. Se je jaz bom to, ali pa moj direktor rekel, malo časi. Je reče, da boš razmislil, pa boš jutri povedal. Se je dobro, tem pa razmislil, pa jutri povedal. In ko grem domov, Atena mama me preposilo Brian, se rekel, sem dobil fajn ponudbo, ali tega veš, kaj mama spet, Marija, devica za šoferja, z eno nogo v grobu, z drugim v arestu, zdaj boš mi še take straže, tek nimam sivih, imam same sive lasice, da tem zdaj še skozi bo do straha, ne. In kot na ključe je še takrat prišel direktor Lojs k nam na Vojsko, ekstra ni hodil k nam, pa te je pa prišel. Pa začel me še ona videti, zakaj bo šel tega voziti, ali mi na tebe računamo resno, da boš ti mašine šrofov, pa motorje, te getribe, bomo te dali za specializanta, da boš to naredil, pa te bo boljši, bo res tam. In tek dolgo nabeje vse trije, da se je rekel, dobro, te pač, nem šel noga. Samo kao ne jaz rečem, direktor Tevža, v nek prijaz bil, da me je ponudil. Pa reče direktor Lojs, reče, ti mu kaj reče, da premala plača, da se bi ti tam zajebalo po svetu. Ne. Jaz drugo jutro, ta prvo pisarno, pa dobesedno, direktor Belesa Kamen naročil, direktor Lojs. Takrat sem pa videl, kak je to, ko človeka mrkne, neko ti neki ponudi nekaj dobrega v to. In jaz pa čist neko vehementno, če smo to povedali, rekel, nikoli v življenju mi še ni vrgel plače pred, pa ima veliko zaposlenih. Midva se je pa še o plači sploh pogovarjali, nismo pa si želi, da bi imala plača. Rekel, tam so vrate, pa za tebe je tati tost zaklejen. To leta ne že bolj prešel. In res nisi prešel. Žal pa gled se v vledek. Ne, si bil. Jo, v Volgu sem direktor. To pa nikaj Volga, tako ne. Pol se je pa začelo v bistvu kar kmalu vaša kratka, ampak kar impresivna karijera voznika tovornjaka. Tu pa mislim, da imate kar nekaj močnih zgodb za povedati. Vem, da boste kasneje postavno v Iraku prebrali pa moče. Kako izgleda življenje med tovornjaki? Kako izgleda? Meni je vedno zanimivo, ko gledam, da poleti so gužve, pa jih tam na neki odsep odstavijo, pa morajo tam čakati, pa na meja, pa to. Kako ta del življenja tovornjaka izgleda? Ja, zdaj jaz lahko to predstavim samo tiste del, ko sem jaz sodeloval, ne. To je rečemo 40 let nazaj, ne, ki tovornjaki še niso imeli, niti nismo imeli mobitelov, ni bilo navigacij, nismo znali angleško, nismo imeli hladilnikov v tovornjaku, imeli smo pa strašno voljo, ne. Tovornjaki, tudi vemo, so bili takrat taki, maksimalno z 300 konjskimi močmi. Jaz, ko sem šel v prvo fugro za Irak, ko sem naložil 25 ton, je imela moja raba 280 konjskih moči. Tako da, ko smo šli čez dve taki velike planini, Tarsus pa Mosulski klanc, smo nismo vedeli, da bo čez prišli, kaj bo kaj to naredil. Pa smo vse uspeli narediti. Ena taka zgodba se zna še tovornjaka je bilo, ker v Nemčiji smo imeli pa že malo boljše. In ko smo v Nemčiji pelali, jaz vem, ko sem jaz pelal, gor pa v Nemčijo, kjer poznaje, gre kar tek avtomana, ne. In ko smo šli navzgor, smo bili tako počasni,
da nas so Nemci po parkirnih prostorah prehitevali. Tam je bilo že polno 2 kolone, ne, pa so bile skozi parkir, pa so bile bolj hitri, ko smo jaz bil po cesti, smo imeli, ampak dobro, tudi to ni bilo nek samo, za 10 cajt je bilo, ko se pa cesta vrnila navzdol, smo mi pa do 6, pa v Frajlov, kak šlo je, ali sem se nismo zavedali, da če bi kaj prišel obstalo, tudi ne bi, ne. Ampak takrat je bilo pri nas take zadeve. Kar se tiče šoferskih dni, jaz bom rekel, da nekaj dolgo slozo, vem, da po letnicah so bile 3 leta, 84, 85, pa 86, ampak zadeva je bila taka, ker sem zastaral takrat na potniškem prometu, potem me se je pa malo še lotil direktor Lojs v delavnici in mi ni preostalo kaj drugega. V smislu, na stavbenik sem se že slovenško vse zmenil, pa ko sem prišel tisti dan, ko mi morali preti na šiht, me spet niso vzeli. Pa se jaz spomnil, da sta Lojs pa slovenšek koliko prijatelja. In se spet jaz se izvisil. Pa se šel pa krvita zdaj grta temu šefu tovornega prometa, zdaj pa tek, ali me vzemi previl službo, ali pa grem na komunalu, cesto že lahko pometi nekaj že del. Je rekel, za tebe ni problem. Je rekel, te že čaka avto, to jedi narediti zdravniški pregled, pa pridi kar dan smrži jeti na furu. In sem, jaz to zdravniško, sem tega naredil, tega sem še mladi, gled, ni bil problem. Pa na furu sem se tudi kar lotil jeti, brez da bi vedel, kam grem. Doma sem ženi pobral še ves denar, ker sem ga imel skupnega, ker taj še ni bilo kartic, a ne, tam sem pač mora biti gotove pa na terenu. In zgodbica tudi opisuje, da bi jaz prvo na tisto furu, ko sem šel čez 3 dni nazaj pred, ne. Takrat je bila kriza, če se spomnim, da je bila Milka Planinc na oblasti in je omejila gorivo, torek pa četrtek, kak so bile, par smo vozili, kjer smo pa službeno vozili, smo imeli pa za gorivo te bone, ki so bile finančni, ampak kar je bilo nafte, pa ni bilo vse posod. In jaz s tem dojcu, ko sem na prvo furu šel, enega sem selil dol v Belino, ko se je tu končal pregrado so delo, dokler je šlo, ko bo nafte zmenjko, smo pa obstali, in smo čakali. In to so bile take zgodbice, ki jih ne veš. In potem nisem vedel, da moram iskati furu za nazaj gr, na Koroško. In ko sem se razložil, so rekli, tam na poslovnici nimamo mi za Slovenijo nobene fure, kam pa imate, en brez njih nazaj, ko imel nafte, rekli, da moram peljati, imam pa furu za Sarajevo, s rekel, bom jaz prvo. V Sarajevo sem imel strica, se spomnim, jaz mislim, pa da gre na strica obiskat. Smo na loži, tja gremo tja, pa bo 2 dni fajn v Sarajevo. Pa smo strica zrovno šel na poslovalnico, smo imeli oveze na poslovalnice, poleg, ko je on poznal tiste, je rekel, kam bi imel ti za Slovenijo, je rekel, ja, je rekel, imam, je rekel, Kobarit, so fajn, jaz te smo povedali, nisem, kje je Kobarit, Kobarit je pa slabši, kot če bi Zagreb, pa kam doma, ne, ker prvič je na koncu čist za italijansko meje, ne, ni bo še avtocest, in ko si prišel na tisti konc, na ta konc Slovenije, nekaj, ker nisi prišel, spet bi brzo zadal, pa nekam prva. In hvala Bogu, da se tam v Kobaridu zasmilo eni komercialisti, tam ko sem bar, kje je kakva poslovnica, ker kaj nisem vedel, mi je bila razrihta eno furo do Maribora, pa eno tako malo škatlico za Ravne na Koroškem, sem imel vzrok, da sem vendel tedno pa pol pripelo dom. In ko sem prišel na firmu, pa spet se v direktorju vse navalil na mene, pa me vse izmeri, pa kreme, kjer je bil cajt. Se kaj se pa daj narobe naredil. Kje imaš papirja, s nekaj smo pripelo, jaz bi vsak dan na pošti leti tiste prevoznice, kaj sem odprlo pa popisal, da bi lahko ni račune stajli, jaz sem imel vse to potovalk in tak pok. In pa so se še malo umirili, ko sem dal tiste račune, ko sem utvili, da sem za mesec pa pol prometa naredil. Taj se je še tako malo. In sem rekel, da bom mi za nagrado pa nov pod na to njah naredil. To je taka zgodbica. Bote prebrati? Ja, to je še pa ena zgodbica, en odsek iz ene zgodbe, ko si šel v Irak. To, če bo kdo v knjigi prebral, pa bolj videl, samo je pa zanimiva ena zadeva. Ker sem jaz takrat, ko sem začel voziti tu, čez 3 mesece sem šel že na prvo vožnjo za Irak.
ker sem imel dom Kovec, doma sem že preko, jaz sem imel mlado familijo, hčerko, gnarja pa ne. Hladilnik je crkveno, ko bilo treba mleko ohladiti, pravni stroj je crkveno, ko bilo treba planici ohladiti, Milka planici pa sam za devize dala pravni stroje, pa te štedilnike, če se kdo v strojih izpomni. Jaz do deviz nisem mogel pred študiran kaj bi naredil in en dan sem bil na fermi, pa se pripel en z tisti znani rabi, ko opisujem na dvorišče, pa ga vprašam, se rekel, ti smo prišli z dolge regulacije. Ne, jaz če ne grem, ali grem v Bagdad. Se rekel, kar sam. Rekel, ja, doben noč je za mene ital. On je imel en tanko spolu, da je prišel glih iz aresta, ko je imel en prometno z smrtnim slučajem. Sam za mene ni bilo tak čudno, kaj tej. Se jaz bi pa šel za tebe, pa nekaj za to. In on je šel k šefu, čez 5 minut pride, je rekel, sprej se gre za Irak. Se rekel, jaz bom pa še svoj avto dirigirali šefu, pa se zmeni. Jaz sem pril k šefu, reče, se rekel, se on heca, je rekel, ne, res, rekel, bo starejši šoferi, je rekli, so pa še drugi moja prednost. Rekel, vsi so imeli možnost, niste hoteli, ti smo še avtomehaniku, pa še kaj pomagal, še ostali dol tako vozite. Se rekel, dobro. Je rekel, se rekel, pa pasoš, še spoj Nemčega imam, je rekel, vidi, pa se vredi pasoš, pa kar ko boš imel pa greta. Jaz po vašem doma, da se pasoš, pa grem na občino, takrat je bila občina tukaj za upravna enota, tam je bil en fajn gospod, en gasilc tudi, Raško, ki je imel te zadeve čez, veš, da smo se poznali, ko smo bili gasilci. Jaz sem imel pasoš, ta prvi, takrat ga dobil od 15. leta, se mi zdi, da je bil, ko sem ga dobil, slika vaša vredno kako leto starejši. In jaz unemo prenesem, vse, jaz prvi let za Irak, slika, mi lahko izrihtate, kar dan spasoš. Je rekel, ja, pa ne problem, rekel, da se pa poznamo, pa gre, pojdete pri Srno, pa sam od prepasoš, prh, nove štemple, rekel, dobro, se za 8 let, v redu, nisem vedel, tako je, se to zadeva, pa gremo. In potem gremo na furu za Irak in zdaj bom pa sam povedal, kaj se je pa zgodilo na turško-iraški meji, ko smo se tja pripeljali prej, ni bilo problem, tam pa nehali. Cel teden smo bila že na poti, zato se nama je že predvsej poznalo tudi na videzu. Nisem imel oprane glave in tudi nekaj tistih dlak, ki mi je takrat že raslo po obrazu, je predvsej izstopilo izpod kože. Potni list, ki je bil moj prvi, sem ga dobil, ko sem bil star 15 let. Iz tistih časov je bila tudi slika v njem. Policist je gledal sliko v potnem listu in gledal je mene. Zopet sliko v potnem listu in potem zopet mene. It's not you, se je osobno rekel, kar stisnilo me v želodcu. Kako ne? Jaz sem jaz, mu hitim pojasnjevati. It's the child in the picture, not you. Se rekel, je še enkrat povedal policist. Se rekel, samo moment, on pokaže še druge dokumente, da boste videli, da sem to res jaz. Sem hitel pojasnjevati. In že sem izvlekel vozniško dovoljenje za vožnjo traktorja, katero so ravno tisto leto izdali kot samostojno vozniško dovoljenje. Priložil sem tudi osebno izkaznico in vse skupaj porinil policistu. On pa kar poskočil, ko je gledal te vse dokumente. Šele takrat sem se zavedal, kako sem ga pihnil. Vse na vsakem dokumentu bila drugačna fotografija. Policist je poglabil vse dokumente, ki sem jih dal v pogled, prišel mimo pulta in me pod roko oblekel v drugi prostor in me tam pustil samega. In tako naprej. Ne več bravo, pa na koncu bil pa spet srečni konec. Ne rekel, da knjigo bo. Bomo še malo na gasilstvo prešatali? Kar lahko. Zadnjič smo se kar nekako pogovarjali o tej skupnosti gasilcev, o tem, kako nujno je zaupati nekomu drugemu. Danes pa bi vas mogoče malo bolj o tem športnem aspektu vprašal, gasilstvo kot disciplina, gasilstvo kot šport, gasilstvo kot mednarodni dogodki, ste tudi dolgoletni sodnik gasilski, mogoče o tem športu gasilskem, če lahko kaj povete, prosim.
Ja, pri gasilstvu pa tak, vse se začne in konča za športno disciplino. Ko priješ kot pionirček, začneš z športnimi panogami in tudi, ko si veteran, ko nisi več za operativno dejavnost, za športno dejavnost pri gasilstvu si še pa vedno lahko. Vse dokler, smo rekli, dokler lahko tekmo hodiš, da te unijo na baterije, pa da nič ne vlače, sem na tjane, tako dolgo si še lahko. In res je, bom te rekel, zadeva je pa taka, zakaj imamo gasilci, gasilsko-športne discipline? Iz dveh razlogov. Prvič, gasilsko-športne discipline pri njej, bi rekel, treniramo psihofizične sposobnosti in tudi preizkušamo. In pri otrocih je to, ti ga ne moreš kar povedati, ko je gasilcev ogenj, lahko ga začneš pa učiti, ne. In vsi mlajši, ki postanejo, predvsem, bom rekel, v prvi vrsti tisti, ki so zastrupljeni z gasilsko družinsko tradicijo, pridejo že čisto mali zraven, ko so stari 6 let, že lahko začnejo tekmovati med gasilci. Za gasilce imamo posebne panoge športne, ko z brintarčev pumpajo, podirajo tarče. V tistih naših časih, ko je bilo še taka disciplina tudi, da smo metali na koš. Čeprav sploh ni gasilska disciplina, ampak bila pa je, ne. In tam sem tudi opisal na zadevo, ko je tale mentor Poveljnik prišel, pa rekel, kdo bo danes na vajah zadev, največkrat dobi bombončke. Jaz sem že prej opisal, kako sem se cmeral tamle, ko sem hlače zgubil prej, ker sem bil tek mehen, ko sem gor zagledal, sploh nisem vedel, a bom znal vršiti tek davč, ampak do konca sem pogruntil, da smo imeli en fajn izraz, da smo lahko tiste tam mehni, ko je bila pretežka žoga metali, tudi babjaka. Je pa dejstvo, da jaz, kakor že sem bil nerodni, že ne, sem se pri 26 letih v prometni nesreči razbil, da nisem mogel biti več vrhunski tekmovec in sem študiral pa bo zdaj, ker nisem mogel tako čudno fejs leteti, znal sem še pa kar in se odločil, da sem postal gasilski sodnik in sem pač več svoje, tam je moj kolega zadnji, tudi smo veliko skupaj prisodili, najprej pretekmoval, oba smo na olimpijada, tako da ve, kaj to zgleda. Čeprav, koliko sem gradil sodnik, me bajni niso več igrali imeli, ker te veš, ko si sodnik, moraš dosojati kazenske točke in te pa že niso več tako fajni, ko smo prej bili. Tako da jaz pa, kar se tega tiče, pri sodnikih, sem bil pa prvi, bom povedal, kar se upam, priznati sem bil zelo strog, ampak sem bil pošten za vse, ne. Nisem forsiral ne svojih ekip, ne drugih in zato so me pol tudi prepoznali po celi Sloveniji do vodstva takratnega in so me tudi predlagali, da sem šel v ekipo, da smo sodili tudi v teh gasilskih olimpijadah. Ena zgodbica iz teh zadev jo opisujemo iz priprav za olimpijado, ko se je zgodila malo tak hecni incident, pa zopet meni na Rogli, ne. Jaz sem med dopoldanskim treningom, pa med generalko popoldne, sem zadolžil štartno pištolo, potem pa mi, ko smo se pokusili naslanjali sonce na terasi, tam na hotel Planja, kaj tam zunaj na Rogli, zadaj so ležali vse sorte goste, ne, jaz nekaj cajta šrofam tisto pištolo, levo, desno, milici rtar, pulh, ko to vsekala, tista pištola, šipe so se kar tresli. Eden je pa zadaj skočil ven, pa partizani, je bil pa en Nemca, ne. On se nek stal že, po mojem je poštudiral na 43. leto, ko je bil tam nekega, ne, na nekaj užgalo, ko je spal, ampak so tam oni šel kar na recepcijo, jaz pa kolega pa kar v sobo smo zbrisali, ko nas je malo strah. In so bolj ugotavljali, kdo bi to bil, pa krivca sicer niso najdli, so pa kar vedeli. Mi dva s kolegom smo pa, ko smo šli v sobo, smo imeli pa še malo cajt do tistega štarta in se je skoro zgodilo, da bi tek narekoval, da bi se zaspala na popoldanski trening, kar je kolega, takrat smo že imeli mobitele, poklicu nekje pa smo videli, vsi smo že v zboru, videli smo še lepo karti špilano v sobi, zdaj pač, ker smo bila tek nagajiva, pa tek smo pol boljše kar uspešna. Kolega je postal
Voljne gasilske zveze Slovenije, jaz pa direktor Koroškega gasilskega zavoda. Tako da to je tudi tekmorna zadeva. In toliko iz tega, tekmonija so fajn, so koristna, enih sicer med gasilci, bom rekel, ne, da ne maram, ampak niso jim priljubljena, ampak jaz vedno pravim, kjer je gasilc tekmovalec, tisti je kot operativc tudi dober, ker tisti skrbi za svojo kondicijo, spozna se na gasilsko opremo, pa tudi pri taktični zamisli je dobro. Pa še na tovarištvo navežem, ker gasilci moramo biti izredno si zaupati med sebojno, kajti velikokrat moramo biti v notranje prostore ali kakve druge zadeve skupno reševati, ki si odvisno so kolega in če to ne bi bilo dosti velikega zaupanja, je vprašanje, kaj se bo zgodilo. V bistvu vi povedete kaj tak pušilc lepih zgodb iz otroštva, iz svojega življenja na cesti, iz gasilskega življenja. Kjera od teh pripovedi je možno pa vam najljubša? Sicer pravijo, to je isto po družini, da so ti vsi otroci enako vredni. Ta prvi je pa najbolj te v dragem spominju, če bi temu tega rekel. In moja, bi rekel, zgodba, težko bi se opredelil, kjera je, pa tam spomnim, da je tudi naš sokrajan, ne vem, da poznate, Bogdan Lipušek, ki je bil direktor upokojeni hotela Union Ljubljani, je čital knjigo in me danes poklical. Je rekel, najbolj impresionirala me je tista tvoja zgodba iz sodišča v Vinkovci. Takrat je rekel, si ni mogel misliti, ker se tudi malo prišujem koruptivnost že takrat gospodinskih policajev, ki so, ker slučajno fašisti bil mrtev, so me hoteli pa ulupiti za denar spola. In potem je en bosanski šofer, ki je pričal za mene, pomagal in je prišel kot priča policije na sodišče v Vinkovce, bil je iz Doboja doma, pa jaz sem prišel iz Slovenije, že tega nek sem bil čisto brez denarja, ker doma mlado družino, pa nikoli nismo tako denarja imeli, ko smo sproti kupovali, pa zanusili vse. In ko je, jaz sem že takrat šel dol, nisem imel denarja za odvetnika. Jaz sem sam branil, potem nimam kaj izgubiti, denarja, pa tudi nimam, pa kaj, ker ste mi napisali, da 2 leti ne gine. No, bo je pa ta bosanski šofer, ko bil na vrsti, ko so ga izvali, je povedal, je rekel, jaz sem prišel, sem na povabilo policije, da bi pomagal potumkati tega šoferja, ampak jaz bom povedal svojo zgodbo, ki je bila resnična, pa lahko on potem pa je povedal, kak se dogodek prepetil, da praktično jaz nisem mogel vplivati, meni so zavorili, povedali, potem na tisti ravni cesti smo me izbirali fopa s tistim klunom, ki je prišel nasproti, ali pa tega dojca od zadaj žog. Jaz mislim, da bi sicer uspel polje koruzno zapeljati, pa mi to ni uspelo, sem tega malo ruknil, pa je bil budni pa fejst poškovan Tornjak, pa tudi jaz. Ampak policaji so hoteli od mene, ko smo z Tornjaka zlezli, ko so prišli najprej 300 000, da spučejo cesto dol, pa so rekel, pa če bi jaz bil mrtev dol, ti bi pa te dal. Josip, ti živ, ti. Pa sem rešil, rešilca pokliči, ko so mi začeli že karovati deli na meni. Ne, daj 300 000, pa če bo ti poklicati rešilni avto. So rekli, kolegi, tisti, ko je bilo že 50 Tornjakov, to bomo mi sami zrihtali, pa spucali dol cestišče. Jaz pa kar enega štopo, ko se pravilo, sicer še na pol videl, da so bile nemške registracije, vse, ko me lahko peli, da je ambulanti, ker bi policaj dočil zrihtati tega rešilca, je rekel, ni problema, je znal po naši bolj, pozvili, da je bil naš zdom, se je takrat rekel, ne. In me je prvo on v Vinkovcu, oziroma županje v ambulanto, pa tam so me prijeli, on je hotel počakati, da bi me prvo kam naprej se rekel, hvala, vi ste že vrjo naredili, so da so me rešili, pa me je prvo rešilcu v županju, oziroma v Vinkovce, tam so me uskrbeli z gipsom, jaz sem na svojo podpisu, da sem šel iz bolnice, pa nazaj na cesto, pa sem prašal
policaji, tam, ko smo imeli postajo, ki je moj kolega, pa ga avto spodaj, so ga oni kam odvlekli. Rekli, ne, smo rekli, ne, sem čekal, da ti prideš, da boš dal 300 hiljada, da vama zrihtamo motel, zdaj se že 6 rekel za 300 hiljada, ne bo nič, ne. In res nismo nič denarja dali, potem so pa obtožnici Daho napisali na mene, da se jaz mislil, da me 2 leti ne gine. Ampak glede na dokaze, ki sem jih pridobil na zavornem sistemu, da ni delalo, pa na pričovanje tegale Bosanca, jaz sem bil oproščen vseh teh krivd in se je zgodbica spet srečno končala. Ena izmed stvari, ki naredi prav posebno vzdušje v vaši knjigi, poleg tem, poleg humorja, poleg pokrajine, ki ga vpijete, je narečje, ki ga vpletate, je ta privrženost koroški pokrajini, ali so to naselje, iz katerega ste prišli, da mi je padlo ime iz glave, personale, ali je to Meža, ali so to Prevalje, ali je to cela Koroška. Kaj vam to pomeni? Kaj je Koroška za vas? Ja, prvo bom rekel, jaz sem bil po izobrazbi prvo nič, ne. Pol sem naredil tisto osnovno šolo, pol je avtomehanik, pol smo še naprej šolali. Drugače nisem znal govoriti, kakor smo govorili o personalih, a ne. Jaz nisem dolgo ne, da se še drugače pripoveduje. Potem sem prišel malo na izkušnjo, ko sem za gasilce predaval po Sloveniji, ne, v Sežani, v Ljubljani. In na prvih par predavanjih so me samo gledali preko enega osla. V redu niso nič razumeli, zdaj skrb po svoje žgal, ne. Ja, pa res to, vse pa sem, kjer ga vpraša, ima kdo kaj za vpraša, nikoli ni imel noben nič, ne. Prvo sem mislil, da nič ne vejo, pa sem ali videl, da nič ne razumejo, ne. In pol sem že malo tudi se začel hecati, ker so oni veliko kdo je mislil, ko sem da sem z Koroške, a tam kje je, že točno to se tam, ko je celo zglavno mesto, ja, točno se mi je zdelo, sploh ne vejo na onem koncu, kje je pravzaprav Koroška, da sem še del Slovenije slikal. Zdaj pa se gremo tak, če bomo razumeli, če pa kaj ne bo jasno, bomo pa prevajali. Samo prevod ni za slej, sevete, to je malo drago. Pa spet ni bilo kandidatov, da bi prevajali. Je pa dejstvo, da nikoli nisem jaz dobesedno šel iz svoje govorice. Tudi če se hoče napravljati nekaj prav po slovensko govoriti, vse jaz ne znam, ne. Mislim, zato so tudi v knjigi dosti takih besed, ko smo jih pač uporabljali mi v svojem žargonu ali v svojem okolju, ki se temu reče. Pol sem sicer nekaj poskušal v pombah malo povedati, kaj to pomeni. Zdaj, če sem zadev, če pa ne, pa se vprašam, ker jaz sem po svoji osnovni izobrazbi še vedno šmerkorl, pa nekak literator, da to mi ne bo oproščeno. Če pa kjer se če ne bo vedel, kaj pomeni, pa me tudi lahko pokličem, pa vprašam, bomo rešili zadev. Razmišljam o tej gesti. Človek se upokoji in pa se nekaj zgodi in pa ga prime, da bi napisal svojo autobiografijo. Kakva gesta je to? Kaj to prinese? Čem je fita? Ja, da sem jaz se lotil knjige napisati, sem bil tudi dejansko malo izvan. Ko sem šel v penzijo, so mislili, da tega nekaj ne imel kaj delati, pa jaz bom tako gužil, da še dom včasih ne prijem pravi cajta, ne. Je pa res, da enkrat je en dečak enemu mojemu kolegu rekel, da mi je malo zameril, da tekst napisal, pa naredil stvari, da nisem bil pa sposoben ene knjige napisati, to mi pa strašno zameril. Pa zdaj še to žene doma povedal, rekla bi, pa tek lahko napisal nekaj, bo vse otroci nekaj uvedli, kaj prebrati, kaj se dogaja, ker takrat, ko so bili otroci vikni, tek nikoli ni bilo doma, da bomo mogoče le kako spomin, pa prišli s tebe ven. In, no, to se zdaj res malo
poskušal zelo dati, pa napišem eno zgodbico, pa sem imel strogega lektorja, ne, sem nekaj bilo želji dati pogled, ne, cenzura je bila visoka, da če je bilo tam užitno, sem lahko naprej dal, ne. In potem, ko sem pa skupaj zbral to gradivo, ki se je kar nekaj nabralo, pa sem najdvega gospoda, ki je bil pripravljen to stvar zlektorirati in ga to malo čital, je rekel, da poznaje prijatelje, če bi jaz to izdal, s tem ne, jaz to samo za sebe, pa za familijo doma, pa tek nimamo niti ne tega denarja, bomo enih par izvodov natisnili za sebe, da bomo imeli. Je rekel, pa poznam jaz kolegi, ko so prijazni, pa imajo fajn založbo, bi pa mogoče uspelo. In se jih hoče pa zrihtati, se jih to pa poskušamo. In potem so prišli tile gospodi spredje, pa so prepoznali zadevo, pa so nekaj blizu to, da stvar natisnejo in zdaj smo tu. Bravo. Kaj je vam to prineslo? Ja, ste kaj drugačni zdaj, ko ste bili prinesli knjiga napisali? Je vaše življenje zdaj kaj drugačni, ko je bilo prinesli knjiga napisali? Razen, da nastopamo po prednikovih dvorane. Prvič bom rekel, veliko se zaslužil z te knjige. Karikiram, veliko. Zdaj se mi same stroške. Ampak sploh ni bil, namen, ko ste rekel prej, izdajanje knjige, pa tudi, da bi rekel, nisem izdal zaradi tega, da bi kaj zaslužil, nisem šel v to, da bi postal slavna, ne. Sem pa zelo vesel, da se je, to je danes moja tretja predstavitev, da je zelo veliko ljudi šlo, že skozi pa nekaj že knjigo prebralo in ko me ti ljudje kličejo, pa se nasmijo, pa reče, mater, to smo fajn napisal, tam si že jaz zelo doneter, pa to je bilo pa čisto res, ko si napisal, pa to je pa še bolj smešno, koliko sem si pa mislil, pa tak, in vidiš zadovoljne prijatelje, znance, ki ti dajo tak, bi rekel, pozitiven feedback in to sem pa vesel, ne? Ker če bi bolj tak žalost izgledaš, ne bi noben kaj ga rekel, je vse skupaj res samo za družino, pa še da ste bil policija, je pa res, zdaj se pravi, ne, 2 dvorani je bilo ljudi, pa danes je 3. In vsi, kjeri so prebrali, nihče do zdaj ni v poklicu, pa da bi kako slabo kritiko dal. Vsi so bili zadovoljni tudi z načinom pisanja, da je berljiv, pa da so zgodbice smešne in da imajo vsaka zgodbica vesel zaključek. Najlepša hvala. Mene pa zanima, če ima kdo od publike kako vprašanje. Zdaj je pa trenutek za pogum. Kaj pa ne ga vprašam. Ko pa vse to, kar je vam povedal, smo približno enaka letnika, smo vse podobno doživeli. Kaj ga ne vprašam? Vsi smo na isti način srali. Ono, kar pa nisem napisal, pa tako vem, kaj je to. Sklepaš po sebi, ali? Se veš, zadeve so take, da neke stvari so lahko predodaljene še v času tvojega življenja, nekatere stvari pa še po smrti. Če nično nikoli, ki je drugi prej obelodali. Malo je bilo čedali. Jaz bom par besed povedala, ker ste me nekako potegnili v mojo preteklost, ko je bil moj oče tako mil. Sam, da je on starejši, ker jo že več ni, ampak je tudi začel kot avtomehanik in potem kot šofer, s tem, da avtobus je rekel, nikoli ne bom peljal, ker so otroci bili preglasni. Ampak je bil vedno s tovornjakom. In s tem tovornjakom smo mi celo Jugoslavijo, sem preživela med počitnicam, je šel v Nikšič, je šel v Beograd in je vzel otroke samo. Pa je bilo fajn? Ja, fajn je bilo, pa sem mogla kuhati, ker sem nanesla
najstarejša vnukinja, se spomnim, sred Sarajeva sem mogla kuhati, jaz sem nekaj, pa to ne boš vedeti. Ampak to so taki lepi spomini in podobno kot vi, sam da je bil moj oče najstarejši, no, ampak rečem, da je to res, no. Hvala. Vse to, ko se povedali dogodki, čeprav se zdaj nekdo, kar se sploh tovrjaka ne tiče, zdaj imajo navigacije, imajo te sledilne naprave, imajo hladilnike, imajo vse urejeno, bi rekel, kopalnice, zato že vse, mi tega kaj nismo imeli, a ne. Umivali smo se za Božič, ko smo domov prišli, a ne. Karikirano pojmo, ampak dejstvo pa res to. Ampak živeli smo, pa fakto pa nam zdeli. Kuhali smo, imeli smo, zdaj imajo kuhinje, pa špahrte, mi smo imeli zadnji tak zaboj, ki smo imeli ten plinski štedilnik. Na tistem štedilniku pa smo se pripravili, tako gospa rekla, najbolj znamenito naše jesti, da gre dokaj smo se kuhali samo enkrat na dan, so bili makaroni in pa gotovo jela 29. novembra. Dobre vode je zagrel, to pomešal, pa ti je držalo 2 dni, če je bilo treba, ne. Ampak bilo je pa fajn. Še kdo? Mislim, da smo prišli do konca današnjega večera. Jaz bi samo še 2 stvari povedal. In sicer danes so knjige gospoda Jutrška na prodaj po zniženi ceni. In sicer za samo 20 €, tako da to lahko pri kolegu v Brecovi kupite. In drugo, imamo tudi poseben program. Spoštovane dame in gospodje, najlepša hvala. Dobro, še po končali, ko gremo domov, gospoda Vode, še da bo začek, a ne, da ne pregrizi, da ne bi kar mimo šli.